Skrita vasica, 4. del. List, ki leti po nebu. Dobrodošel in dobrodošla v Pozitivne pravljice. Prejšnjič si skupaj z Daminom in Lino spoznal oziroma spoznala drevo, ki poje, in skrivnostni zeleni list, ki se je nežno spustil iz njegove krošnje. Zdelo se je, kot da ta list nosi v sebi posebno sporočilo. Danes te vabim, da prisluhneš nadaljevanju njihove zgodbe. Zjutraj je skrito vasico prebudila mehka svetloba. Zrak je bil svež, miren in poln pričakovanja. Damin je v rokah še vedno držal skrivnostni zeleni list. Ko ga je rahlo premaknil, se je list komaj opazno zatresel, kot bi se odzval nanj. Čutim, da nekaj skriva, je tiho rekla Lina. Takrat je k njima pristopil Bini. List, ki ga držiš, ni navaden list, je rekel mirno. To je list zaupanja. Za njima se je pojavil še en modrinček. Bil je majhen, živahen in z velikimi radovednimi očmi. Jaz sem Pik, je veselo vzkliknil. In res me zanima, kaj se bo zgodilo. Damin se je nasmehnil. Tako navdušenega modrinčka še nisem spoznal, je rekel prijazno. Pik je pokimal. Jaz sem vedno rad zraven, ko se kaj zanimivega pripravlja. Bini se je rahlo nasmehnil. Pik je najmlajši modrinček. Zaradi njega včasih odkrijemo stvari, ki bi jih sicer spregledali. Mahko je stopil bližje in nežno pogledal v list v Daminovih rokah. Ta list se prebudi, ko začuti mir v srcu, je pojasnil. Ne leti zaradi vetra, ampak zaradi zaupanja. Lina je previdno položila roko na list. V istem trenutku se je list rahlo dvignil. Damin je presenečeno stopil korak nazaj. Kaj se dogaja? Je zašepetal. Mahko je mirno odgovoril. Nič nenavadnega, samo narava odgovarja na občutek zaupanja. Damin je globoko vdihnil. Za trenutek je okleval, nato pa zaprl oči. V sebi je začutil mirno radovednost, kot da se nekaj lepega šele začenja. Spustil je ramena in popolnoma zaupal. List se je nežno dvignil v zrak. Počasi, skoraj neslišno, je začel lebdeti pred njim. Wow, je vzkliknil Pik. To je kot čarovnija, ampak prijazna čarovnija. Lina se je nasmehnila. To ni čarovnija, je rekla. To je zaupanje. Mahko je prikimal. Ko zaupaš, te svet podpre. Damin je previdno stopil na list. Sprva se ni zgodilo nič. Nato pa se je list rahlo zazibal in ga nežno dvignil od tal. Damin je odprl oči. Letim, je zašepetal. Lina je stopila za njim. Tudi njo je list sprejel in jo dvignil v zrak. Skupaj sta se počasi dvignila nad travnik
nad drevesa in nad skrito vasico. Spodaj so modrinčki mahali in se smejali. Pik je skakal od navdušenja. Tudi jaz bom nekoč letel, samo še ugotoviti moram, kako. Damin in Lina sta letela nad gozdovi, nad potočki in nad jaso, kjer je stalo drevo, ki poje. Tokrat sta ga videla od zgoraj. Njegova krošnja je valovala kot morje svetlobe. Neverjetno je rekla Lina. Svet je veliko večji, kot sem si predstavljal, je dodal Damin. Mahko, ki je stal spodaj, je tiho rekel: To je šele začetek. Skrita vasica ima še mnogo poti, ki se odprejo le tistim, ki zaupajo. List ju je počasi spustil nazaj na tla. Ko sta stopila na mehko travo, sta se oba nasmehnila. V sebi sta čutila nekaj novega. Ne samo veselje, ampak zaupanje. In Pik je veselo rekel: Jaz mislim, da bo jutri še bolj zanimivo. Vsi so se zasmejali. In drevo, ki poje, je v daljavi nežno zašumelo, kot da se tudi ono strinja. Pravljica se nadaljuje naslednjič. Hvala, ker si prisluhnila ali prisluhnil pravljici Skrita vasica na kanalu Pozitivne pravljice. Če ti je bila zgodba všeč, se nam kmalu spet pridruži. Skupaj bomo odkrivali nove čarobne kraje, spoznavali prijazne junake in se podajali na dogodivščine, kjer dobrota, pogum in ljubezen vedno najdejo svojo pot. Do naslednjič naj tvoje srce ostane polno veselja, tvoje misli prijazne in tvoj nasmeh iskren. Spomni se, vera, zaupanje in dobro srce vedno najdejo pravo pot. Lahko in mirno noč ti želim in se vidimo v naslednji pravljici.